Ljudje in ljudine, poslušate 91. epizodo oziroma 34. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obupani bibliofili oblegajo demiurge, smo tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, a nič manj gostobesedno. Zdaj le bom jaz tole vse preskočil, ker 91. epizoda, sem se zdaj spomnil, ni 34. special iz karantene, kajti tole spet snemamo na skrivni lokaciji, v skrivnem štabu in bomo to, pač tis ne ostane noter, mi smo, kako je že on režiser, no kaj je že, kar snema te obupno slave filme, ker pusti to noter live, oziroma to je filme, kaj je že, Ed Wood. Ja, no skratka, mi smo Ed Wood podcastov in skratka, pustimo noter tisto številko. Tako, za naslednici zapomnite, naslednja bo 34. Ampak to, kar snemamo na skrivni lokaciji v živo, tako da... Kjer robot sreča svod. Tako. V današnji epizodi pa bomo govorili o filmu, ki ni nov, ki ne velja za kultnega, ki ni klasika, za nismo plačani, in mnogi boste najbrž presenečeni, ampak danes izpolnjujemo dolgoletno željo enemu mlademu fantu, oboževalcu young adult literature, ki se rad nostalgično ozira v 90. Igor je H. Skratka, Igor, če nas poslušaš, tale je zate. Tema današnje epizode je namreč Red State. Film se predvajal pri nas tudi kot Rdeča država. Ni se predvajal pri nas. Ne, nikoli. Okay. Skratka, prevod sem našel nekje, skratka, Rdeča država iz 2011. Če filma še niste gledali, potem očitno ne prijateljujete z Igorjem ali pa niste nikoli govorili z njim dlje kot 15 minut. In če ga nameravate pogledati, potem je tole standardno in zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez tega, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo počakali, če pa ste film že pogledali, vam najprej čestitamo, uvrstili ste se na Igorjev ta dobri seznam, ali pa ga niti ne nameravate gledati, jaz bi to vsekakor zadržal zase, ko je Igor v bližini, ampak če bi se kakšno uro nezasluženo kratkočasili, pa se nam le pridružite, maestro, zagaj eno republikansko. Skratka, mi smo nazaj, tole snemamo v živo in smo zaradi tega pač malo razigrani, tako da dajte nam že zdaj odpustiti. Dajte nam odpustiti, kako lepo. Tale se me je posrečila, ne da bi jo planiral, ne boste verjeli. Skratka, danes delamo Red State, Rdeča država, Rdeča dežela, kakorkoli pač to imenujemo v slovenščini. Gre za ameriško neodvisno grozljivko, ki jo je napisal in režiral Kevin Smith, ki je zaslovel s filmom Clerks, ki ga je napisal, režiral, soproduciral in v njem odigral lik z imenom Silent Bob. Jaz sem zdaj izvedel, da se to, ko se Jay in Silent Bob pojavljata v filmi, da se to imenuje View Askew Universe. Ja, ker je View Askew produkcijska hiša. Aha, ok. Je pa to enih, ne vem koliko je, 6-7 filmov, v katerih se že pojavlja. Ja, 2 Clerksa, 2 Jay Silent Bob filma, Dogma, pol pa se še pojavita v Kriku 3 For No Reason. Pa še enih par takih filmih, kjer randomly gre tam mimo. Skratka, Kevin Smith zadnje cajte, vse od tega leta 2011, ki je naredil Red State, dela grozljivke. Tusk, ki je naredil 2014, Yoga Hosers 2016. Jaz priznam, da tega nisem gledal. Igor, ti si gotov? Ja, v bistvu Tusk je še ok, pri Yoga Hosers je pa malo se mu malo je pozabil, kaj dela, in v bistvu je fora v tem, da je dal vlogo svojih hčerki pa njeni najboljši prijateljici hčerki od Johnnyja Deppa, da oni dve delata v
bedarije in on je vmes dal eno bolano zgodbo, ki nima repa po glavi. Glavno, ta Yoga Hosers je tak, medtem ko Tusk je pa horror film, poskus horror filma, ampak ja, ok, igra tudi Michael Parks, ki je v temu in igra enega seriously weird tipa, ki zvabi novinarja, da bo kao napisal neko zanimivo štorijo o njem, ker je on nek weird guy, in potem tega novinarja ugrabi in mu razloži, da ga bo zamenjal dele njegovega telesa in ga spremenil v Walrusa. Walrusa? Ja, Aha. Mroža. Michael Parks je prepričljiv v tem, ampak ni to vrsten žanr filmov, ni tak, da bi uspel držati suspens, pa te presenetiti, pa vse to mu malo sfali pol, no. Tako da ja, te horror filmi njegovi niso tak glih bili, kot je planiral The Great North Trilogy. No, skratka, drugače je režiral tudi Cop Out, film z Bruceom Willisom iz 2010. Tukaj pa je naslov tega filma bi moral biti A Couple of Dicks, ne? Samo studio ni na koncu dovolil, da bi bil naslov filma A Couple of Dicks, in potem so dali Cop Out, kao da it's a cop out, kar pomeni, da so oni potegnili ta krajšo oziroma. Aha, ok. Pa o dveh policajih je, ki jih igrata Bruce Willis pa Tracy Morgan. Aha, ok. Skratka, tega je, drugače posamezne epizode TV serije tudi naredil, to se mi je zdelo še zanimivo, no, če že govorimo o njem, da je lastnik striparnice Jay and Silent Bob's Secret Stash v New Jerseyju, kjer so snemali realistični tale show Comic Book Man 2012 do 2018 in pa seveda tip je fellow podcaster, no, kaj največmo reči, sovoditelj številnih podcastov na SModcast Podcast Network. Pa v bistvu ima tudi te neke nastope, oziroma imel jih je, ki se jim je reklo ponavadi An Evening with Kevin Smith ali kaj podobnega, ki so bili zelo dobri in enih par, no tam tudi vmes pove, da je delal scenarij za Supermana na eni točki, kar je še posebej hilarious zgodba, ker redko vidiš avtorja, da se zave svojih omejitev, ne? Ko razloži, da je kazal scenarij za Supermana svojemu frendu, pa on mu reče, glej, tu na eni točki imaš ti Supermana, da si skriva za skalo. A res? Skratka, danes delamo njegov Red State, če pogledamo par glavnih igralcev, tako kot zdaj zadnje čase ponavadi se celo spomnimo narediti. Michael Parks je nekako v glavni vlogi, bomo rekli, ali pa ene od med glavnih vlog, kot pastor Abin Cooper. Jaz niti nisem vedel, da je on bil pač velika zvezda v 70-ih, oziroma konec 60-70-ih, bila je neka serija Dan Kane Bronson, v kateri je vozil nekega rdečega čoperja, ki je zelo znan, drugače je Jean Reno iz Twin Peaksa, pa veliko Tarantinovih filmih je igral na zadnje kot Esteban Vihajo v Kill Billu 2. Esteban, tako je, to je on, ja. Tako da imamo še, potem imamo Johna Goodmana, ki je tudi eden, ki igra tega ATF specialca, poznate ga seveda iz Roseanne, ki so jo poskušali obuditi 3 leta nazaj, pa se je dokaj klavrno končalo vse skupaj. Ne, dejansko potem, ko so njo odpustili, serija še vedno je, se imenuje Millerjevi ali karkoli, pa je zdaj Connerjevi, ja. Aha, skratka tisti pa dela, ok, no. Nikoli nisem pač, priznam, da nisem temu več sledil. Drugače je on zelo znan pač po filmih bratov Coen, pa seveda kot Walter v The Big Lebowski, jaz mislim, da smo si ga vsi najbolj zapomnili. Imel je eno side kariero, ko je igral par let nazaj v vsakem filmu, ki je dobil Oscarja, enostransko vlogo, recimo v Argotu ali pa... Ja, tak je bil, nekje se je malo pojavil in potem je film dobil Oscarja, to mu je kar šlo. Oscar, good charm. Ne vem, če je on imel kaj od tega, ampak potem je Michael Angarano, igra Travisa, jaz sem si ga najbolj zapomnil v seriji The Nick, ki mi je bila zelo, zelo všeč in mi je zelo žal, da so je pač hitro nehali snemati. Potem Melissa Leo, ki je
igrala v All My Children, ene taki zelo znani žajfenci, skratka pa ena izmed prvih takih hardboiled detektivk, Kay Howard v seriji Homicide: Life on the Street, to je z 90. Kjer je mimo grede igral eno pomembno vlogo tudi ta Andrej Braugauer iz Brooklyn Nine-Nine. Aha, no. Ja. Prvo Oscarjevsko nominacijo je dobila za Frozen River iz 2008, potegnila je pa Oscarja za stransko vlogo v The Fighterju iz 2010. To je tudi eden mojih zelo ljubih filmov. In pa potem sem jaz še tako si označil Stephena Ruta, no, skratka, ki igra skratka tega šerifa Winona, poznamo ga iz sitkoma, seveda News Radio, pa kot Captain Kvada v Star Trek The Next Generation, dvodelni epizodi Unification, pa v Get Out recimo, drugače pa tudi je nabral kup vsej. Če vidite njegovo faco, veste, kdo je, ker je vseh teh. Skratka, v HBO serijah zelo igral, očitno je HBO nek omiljenec. Ja, ga ima na nekem seznamu, ali kaj, Boardwalk Empire, Barry, True Blood, Perry Mason, tako da skratka ni da ni. In to bi bilo to iz teh nucnikov in sledi pač prva izhodišča. In prvo izhodišče je vprašanje, Igor, zakaj delamo tale film? Povej. Ta film delamo, ker je 10 let. Kar je vam prišel, ampak tale vam prišel to sploh nisem povezal, seveda 12. Vam prišel je tak bolj dubious. Kevin Smith je bil na eni točki v karieri, ki je glih posnel Cop-Out, za katerega je dobil vredu denar, ampak je ugotovil, da je to tak film, ki bi ga lahko režiral kdorkoli. In da on bi delal od zdaj naprej pa še samo filme, za katere bi potem, ko bi ljudje pogledali, rekli, to pa je naredil Kevin Smith in noben drug ne mogo tega filma, in se je odločil, da bo najprej začel s čistenim drugim žanrom kot do zdaj in da bo naredil thriller o obleganju, o vseh teh stvareh, kjer se ljudje pobijajo in da ne bo čist nič humorja praktično not. In pol je prišel s tem scenarijem do svojih producentov, s katerimi je delal Weinsteina in ostalimi, in so mu rekli, haha, dober joke, daj mi Clerks 2 ali whatever, ali pa so tu vrata. In je ugotovil, da ne more filma posneti in ga je sam financiral. In potem, ko tudi ni hotel kompromisov sprejemati glede tega, kak bi film ven prišel, ga je sam izdal. Kar je pomenilo, da je on na krilih tega, da je imel tele Evening with Kevin Smith nastope, hodil naokrog in imel predstavitve, tako ko imaš pač pri nas, ko slovenski film pride ven, pa gre ekipa, režiser, ponavadi pa še kdo, po vseh mestih in predstavlja film. No? In to je bilo to. On je se osebno sam zmenil s kinodvoranami, ki so mu predvajali film, prišel tja ga predstavil. Nek omejen doseg je imel, s tem pa ga je pa prodal naprej za video on demand. Ampak ni bil tu en napuhet lepo sredi, koliko vem je on na Sundanceu naredil celo dražbo za distribucijske pravice okrog tega filma in pol je sam sebi prodal za $20, nekaj tasga. Ne, on je tukaj bil na točki v lifeu, kjer se je še počutil dosti zdravega, pa ne predebelega, pa dost vredu mu je šlo finančno, da si je te stvari privoščil, ampak s tem je dejansko odprl vrata. M. Night Shyamalan je kasneje zelo podobno naredil z, kaj je tisti naslov filma The Visit, ki je odličen film in je tudi podobno razlagal, da on je pa dejansko posnel tisti film zato, ker je šel pisati scenarij v bajto od svojih staršev in je ugotovil, da sosednja kmetija propadla in jo bojo prodali nekomu in jo zrezirali in vse, in jo je najel za pol leta. In je rekel, ok, pa moram tja postaviti film, in potem je posnel film, ki ga noben ni hotel financirati in ga je sam naredil. Potem ga je predstavil, vsem je bil prepričan, da to bo pa zdaj hit in so mu vsi rekli, stari, to je za nič. In takrat je prvič si pomislil, da je mogoče poln samega sebe. In potem je šel par mesecev kasneje še enkrat pogledati skozi, ugotovil, da bi film lahko bil boljši in naredil precej spodoben film iz tega. No, če se vrnem zdaj k Smithu, film je thriller in je čist drugačen kot vsi ostali filmi Kevina Smitha. Tu
v bistvu da je on hotel, da bo vsakdo rekel, to je film Kevina Smitha, ne vem. Nobenega filma predtem, noben film, ki ga je predtem posnel, ni niti malo podoben temu, noben film, ki ga je kasneje posnel, ni podoben temu. Task mogoče do neke mere, ampak ne prav zares. Štorija je, teme, ki jih vsebuje štorija, so v smislu, pa so pomembne. Ne? Tukaj imaš vidik homoseksualnosti oziroma stigmatizacije in verskega fundamentalizma. To je on že v Dogmi imel v Chasing Amy, Jersey Girl, dostkrat je te vidike vključeval v filme, ne? In jih je pa tukaj z enega drugega pogleda naredil. Zdaj, če naredim kratek recap, začne se štorija s 3 mulati, ki so srednješolci in bi radi seksali. In vidijo ponudbo na nekem spletnem dating sajtu, da ena ženska starejša bi se dol dala za 3 fanti in oni so za. In pridajo do nje in se dobijo v njenem traileru in ona jim da pivo in dol padejo. In potem se zbudijo, so jih ugrabili, ena cerkev, verska ločina, ki so v bistvu familija, kult pravzaprav, ki menijo, da je pač gays are murdering the world in temelijo na oni dejanski verski ločini, ki sem pozabil zdaj, kako se jim reče. Ki so že oni Florida, tisti South Baptist, neki bla bla, in tisti, mislim, čist oni ljudje dejansko so protestirali na pogrebih padlih ameriških vojakov in so govorili, da so te ljudje umrli zaradi tega, ker Jezus sovraži geje. Tukaj podobno ti počnejo in te 3 fante nameravajo ubiti, zato ker menijo, da to, da so bili oni pripravljeni vsi 3 z isto žensko seksati, makes them gay, ne? Ne kao gej, ko jaz sem razumel, kao pač devianti, ki so simptom propada ameriške civilizacije, bla bla, nekaj. Ja, ampak načeloma tudi kao, pač to, da hočejo, pač, da bojo 3 naenkrat, ne, to je treba povedati, ne, pač spali z njo, je kao njim se zdelo, da je tudi gej, pač se tako nekako, in eden od njih se tam je v kletki, eden je na križu, en na križu, še en tretji tip, ki ga imaš prej. Glavnem, vidimo tam ono sceno z tole celo kongregacijo, ki so vsi čist let's kill them, tale zelo karizmatičen pridigar in to, ne? Kar pa se je me zgodilo, ko so se oni peljali tja, vsi horni, so oplazili en avto. In v tem avtu je šerif dobival blowjob od enega random tipa in jih potem se odloči šerif poiskati oziroma naroči to svojemu podrejenemu, naj gre poiskati, kje je ta avto. Ne? In on glih tam jih najde, ko se tam oni not rešijo, eden od njih se reši, najde gun room, pride do streljanja, oni ubijajo policaja. Tista scena je dejansko malenkost homaž, ampak zdaj niti ne vem, če ni mogoče celo podzavesten Smithsovemu prijatelju Robu Zombiju za House of Thousand Corpses, kjer isto imaš policaja, kak pride pregledat pač tam, kjer so ugrabljeni najstniki in skoraj bi že on šel, ko pride do tega in potem je tisto eno boljših stvari, ki jih je posnel zombi, tist kader, ko potem on ubijajo policaje. No, skratka, tule je tudi zelo, tisto je zelo vredno zmontirano in posneto, kasneje pol pride do težav na tem področju. Skratka, potem temu sledi, da policija obvesti ATF, torej alkohol, tobacco and firearms. Agencijo, ki je pač nekaj tako, FBI in pridejo tja oblegati in spoznamo šele tega drugega glavnega enaka, ki ga igra John Goodman, ki je človek, ki vodi to operacijo in potem pride do tega, da ta zadnji tip,
Ne, ta drugi tip proba takrat pobegniti. Laufa že nekako se uspe rešiti, prej se je skril zelo premišljeno in ko laufa ven, ga dejansko policaji strelijo, pomotijo, ker pač... Ja, on šerif, mislim, šerif, neki paniki, Ja. In potem pač hell breaks loose in je fight. Pol je pa res razpaljotka. Pol je pa razpaljotka, kjer je pol problematično, kot sta vidva opozorila v montaži. Zato, ker recimo imaš posnetke ljudi, ki streljajo ven in samo njih kaže, da vidiš, kam streljajo. Ful časa so te, ki imajo neke dialoge, ki so ok, ampak vseeno nihče nikogar ne zadene. Je pa tu eno stopnjevanje potem ful vredo, da v bistvu, ko je policija oziroma tile agenti, ko so ugotovili, da je problem, da so povzročili problem s tem, da so začeli streljati, imajo ukaz, da nihče ne sme ven živ. Ja. In John Goodman, ki je tak zelo lik, s katerim se vedno lahko identificiraš načeloma, razen Barton Finku, kjer je hudič, se ne moreš. Ne? Mislim, se lahko tukaj in v bistvu on noče tega, ampak ima tistega podrejenega, ki tak, ok, ubiti jih moramo, bum. In potem še pač imaš noter zgodbo tele vnukinje, ki proba rešiti otroke, ki meni, da je vseeno slabo, če je, da vseeno bi bilo vrejo, če otroci ne umrejo, kljub temu, da bomo zdaj, ko umremo, vsi z Jezusom. In ona proba se rešiti skupaj s tem zadnjim fantom, ki je preživel. In ko onva prideta ven, jih pol policija, ko jim že vse razložita tretjič, jih policija ubije. In ta trenutek je meni čisto šokiral, ker nisem pričakoval, da bodo šli skozi s tem, niti prikaz policije, niti si mi ni zdelo nikoli, da je Kevin Smith toliko cinika in pač, da bi to dejansko dal not, ne? Ampak v tistem, ko njih dva ubijejo, in se pripravlja končen shootout še s vsemi preostalimi in da bodo pobili tudi dojenčke, če treba, ne? Se zaslišijo trobente božje in vsi ti verski fanatiki so prepričani, da je konec sveta in da Jezus prihaja. Ja, odplešajo ven na polje. In odplešajo ven na polje in oni jih potem ne postrelijo, ampak jih aretirajo. In potem, ko se izkaže, kot razloži, potem je pač prehod na to, kako John Goodman razlaga nadrejenim, je pa njihovi sosedi so pa eni multoti, ki delajo kao nek projekt kompostiranja. Ekokompostiranja, dejansko gojijo ganđo in so jim predvajali ta zvok. Kot nek joke, kot neko jemanje. In so glih našli idealen trenutek in to je to. In še ta scena pa dejansko spominja na konec Burn After Reading od Coenov, kjer tudi imaš tak pogovor na koncu in kjer tem nadrejenim ni prav zares jasno, zakaj se je vse zgodilo in tak. Prav tam v onem filmu še reče, in kaj smo se iz tega naučili? Mislim, da nič. Ampak to se mi zdelo, mislim, da sta isto leto vam prišla Red State pa Burn After Reading, pa da je zelo lušen mindset vse. Tako da to je to, kar se je zgodilo v filmu in meni je to se zdelo zanimivo. Dobro. Razen teh problemov z montažo, pač zgodba je v redu in akcija je in dejansko en kup preobratov, ki jih nisem predvidel. No? Ok, to že, ampak mislim, jaz imam par problemov s tem filmom. No? Se mislim, da lahko pač začnemo, gremo, ne? Počasi. Zraven montaže, ki je na koncu od vseh teh simptomov v napisih celo pokazal svoj vzrok z podpisom Kevin Smith. Se mi zdi, da pač tudi na področju fotografije imam jaz oran probleme pri tem filmu. Prej sem že rekel v Offu ali Jošo, mislim, da je nekdo širokokotno lečo pozabil doma, ko so šli snemati ta film, ker je vse tak tajt, vse je tak navšponan, da večinoma cajta nimaš blage, kje se kaj dogaja. Še posebej je to očitno v akcijskih momentih. Minus
montaža v pregona po bajti. Ko tam malo z AK-74 leti, pa želi pobegniti. Tisto je the best, tisto je Guy Ritchie level editing. Tisto je cool. In po moje je, če se zdaj tako, Reefer style, Kevin Smith skušam vživeti v ta film, mislim, da je začel na tej podlagi. V večini drugih zadev pa sem malo razočaran. Ker liki so nekako pogrešni, veš kao, da jih lahko komot zamenjaš z drugimi, noben nima nekega velikega loka ali pa sploh, če ga ima, nekako so zelo tam, da so za zgodbo ali pa za plot ali pa za tisti mičken horor na mestu, takrat, ko morajo biti, pa da neke teme izrazijo in to. No. Samo to je znotraj tega žanra dost običajno. Mislim, tukaj to je pač House of Thousand Corpses ali pa Texas Chainsaw Massacre. Okay, žanr, ti si rekel, da to siege žanr, kao, ne? Siege ali pa pač ta horror. Siege žanr. Ok, kakva razlika med njima? Ja. Ne vem, pač tukaj je večino cajta tale shootout, ampak v osnovi je pa dost blizu Texas Chainsaw Massacre. Imaš najstnike, ki se zapletejo v nekaj, meni ljudje jih ugrabijo, probajo pobegniti. Zdaj, tam konkretno v Texas Chainsaw Massacre jih noben ne proba rešiti, ker pač... Pol pa imaš pač te filme, kjer se obstreljujejo, mislim, glih kar je na TV-ju, sem včeraj videl zelo dober, kaj je že, Free Fire od Bena Whitleyja. Mislim, za film, ki je dejansko shootout, cel film je tisto zelo dobro. Pa še Brie Larson je not, pa Killian... Nekaj, tako sem razmišljal, a veš, Siege film, kva, Helm's Deep, naprimer, to je meni peak Siege. Ja, ampak tisto ni film, ne? Tisto je znotraj filma, ki je znotraj širše zgodbe. V 3 urah imaš to film zase, razumeš? Ja, absolutno. Tako bom rekel, jaz sem bil zelo zmeden v drugi polovici filma, kaj se sploh dogaja. Imaš neke like, ki okrog lafajo, pa vsak ima svojo neko agendo, ki jo razumem, ker niso tako kompleksne zadeve. Ne? Ampak kako je pa posneto, pa predstavljeno, je pa zelo problematično, se mi zdi. No? Mislim, problem je, vse stvari v tem, tako si rekel, je Guy Ritchie moment, ne? Zato, ker Guy Ritchie se je odločil, da bo vedno delal take filme, medtem ko Kevin Smith je pa v osnovi štartal, da bo delal filme z ljudmi, ki se pogovarjajo v sobi. Ne, jaz mislim, da mogoče prej problem temu, da Kevin Smith ni vizualec. Ne, zato. A veš, in da se odloči za nekaj tajega, ki zahteva mogoče malo večjo mero od neke senzibilitete do vizualne materije, ne, je pa mogoče tu malo bolj očitno kot pa... Tu mislim, da je glavni problem tega, da on to delal brez podpore studija, ne? Če bi on dejansko imel tukaj zadaj narod, ne vem, Miramaxa ali pa kogarkoli, ne, bi si lahko privoščil dodatne svetovalce ali pa whatever, tak pa je pač moral v čim krajšem cajtu posnet film znotraj budžeta, ki ga je imel na voljo. Ampak glede na to, da je pač stoner, nujno, da bi... Zdaj ne vem, če ima to opravičilo, ali... Ne, mislim, definitivno, tale Seth Rogen je tudi stoner, pa je znal ful bolj vizualno zanimive filme posneti. Ja, mislim, Seth ima nek celosten pristop do tega, malo bolj Gesamtkunstwerk varianta, veš, to pa zato, ker je on šel postopoma, on je bil igralec, ki je potem napisal scenarij, ki se je potem še odločil ga režirati, medtem ko Smith je pa režiser, ki... Mislim, tak feeling imam pred njemu, kot da je to nek joke, ker tudi film se mi zdi strukturiran kot joke, ki se preseka na koncu, kao pa reče, zdaj bo pa punchline prišel za tistim FBI sodnijo, ki jo imamo kar naenkrat, kot da je to spisan nek Tarantino joke in na koncu bomo povedali, kao je, to pa to, punchline. Pa so vmes full hudi zingeri, naprimer, ki si komod rečeš, da je ateizem proti nekemu fundamentalizmu, pa tako pa vse na pol zabavno, pa levo desno, ampak na koncu si pa tako malo razočaran, ker je tako malo šepajoč ali pa kripli izdelek. Vse meni. Ne, kaj ti je, Ljoša, še kaj povej? Ja, jaz sem nekje tam pri Smithovom. Pač meni je bilo tako, do polovice mi je super film. Meni je pač to, kar pokaže Michael Parks, je meni izjemno. Pač, mega. Dobro, no se ne rečem, da so zdaj drugi imeli, ne vem kaj, uni dečki od tistega trenutka, ki padajo, so pač nehaj biti zanimivi očitno. Unga še nekaj kaže v kletki, una dva, sploh ne ve, zakaj ste una dva notor, v kletki in tako. Ampak ja, tisto mi je bilo vredno, ampak pol s tem obleganjem sem se pa tudi jaz priznam, da precej izgubil.
pač ko Goodmana pokličeš, je bil tak tarantinovski moment, ker imaš tega real life, ker njega pokličejo, on stane, se še z ženo nekaj zafrkava, ona mu dela zajtrk vmes, on se pogovarja s tem nevidnim šefom, ki mu pač naroči že, itak da mora iti tja, ker on bi nek surveillance, pa nek na dolgi rok, pa ne pejte tja zdaj takoj. Ampak že ta točka, zakaj smo sploh prišli do sem, je malo bilo tako, no. Problem, ki ga jaz vidim, recimo, je že bi bila ta scena, ta v našem Vogue podcastu ne bi šla tako skozi, no? Da nekdo uporabi to gej sceno sam zato, za nič v resnici, zato ker on šerif pol vseeno pokliče ta ATF, čeprav mu on zagrozi. Jaz nisem razumel, zakaj smo mi rabili zdaj grožnjo po radiju, plus tega preveč je bilo meni to naključno. Zdaj pa glih on šerifu reče, ne, jaz te imam šerif v žepu, ne boš mi ti nič, jaz ti lahko strelim tega pač svojega pomočnika, pa mi ne boš nič. Ne moreš, tako ne moreš. Sorry, ne moreš, tudi če je on gej in ne vem kaj. Tako, tist mi je bilo pa res medenja, to shootout mi je bil pa tako, tam se on 2,5 ure pogovarjata, on pogleda skozi, ustreli in se pogovarjata dalje, pač totalno nerealistično, neumno, oni ven, kar nekrat na strehu, ko spležejo, morajo ven iz stavbe, pa jih to krog, pa gor, pa ti agenti sploh niso obkolili cele bajte, jaz tega nisem razumel, nimajo ne sharpshootere, nič nimajo, pač oni tam spredaj stojijo pred vrati, pa neki streljajo. Ne, še več, oni so očitno, tako je bilo prikazano, kao zgolj ob tisti črni strani, pa edni od zadaj, ker ona glih zbeži ven in si misliš, kdo še ima, kje je backup, nič nimaš blage. Ne, ampak tista scena dejansko je tista, če en prvič pride ven, in se z onim policajem pogovarja in je onda pištolo in to. Tak dejansko, ko mi je bilo, ko je on da pištolo, izstreli metke ven, je da pištolo zato, da bi jo lahko v hrbet vstrelo, ko ona gre. Je tako ono, fuck, a bo to naredil, ne? In potem ne vidiš one, ko pride do ga v glav streljenje matere, ne? Mislim, tiste tak, kak je tist twist narejen, je super, ampak zakaj? Je tist en tam? Tak jaz pa sem tu zadnji malo hengam, medtem ko je tam od spredi shootout. Plus to, da ona kar takoj razume, ona takoj ve intrige znotraj hierarhije, te ATF, ki reče, hočete nas, da bomo teroristi in da nas boste vse pobili. Čakam, ali ti si to zdaj skužila, ker ti on pač reče, ne, to pa v bistvu omeni, zato ker jim on razlaga to, Parks. Nekak v tem stilu, ono omeni vmes, da... Ampak ni notar v bajti. Ja. Ne, oni v bajti ne vejo nič, kaj oni hočejo od njih. Zuni. Ne, da v tem stilu, da kak deluje, kak je zunanji svet zlobni, da probajo to jim naprtiti. Nekak v tem stilu. Mogoče, sem ne vem, če je omenijo. Mislim, tle ona specifično reče domači terorist. Dobro, sicer je to 9/11, post 9/11, mal je tega zavedanja. Skratka, tam je mal, to streljanje mi je bilo čudno, še bolj čudno mi je bil pa konc, ki se mi zdi res tak mal preveč... kako bi rekel, intelektualiziran, tak nek pretenciozen konc, v katerem Goodman na koncu razlaga neko štorijo, ki nima nobene veze z ničemer. Jaz nisem točno razumel, kaj pa to povedati. To pa je Kevin Smith scena. Ampak ponavadi delujejo, ker ponavadi v večini primerov tole štorijo razloži Kevin Smith. In v Chasing Amy je najboljše to prikazano, kjer pač tali lik, ki ga igra Ben Affleck, se dobi z njima dvema, da ima plača pravice za to, da uporablja njun likeness v stripu, pa ganjo, mislim, da kupi. In tarna, kak ima to celo sceno z Amy in potem ima, mislim, ne z Amy, ker sploh ni ime Amy, ampak Alison, whatever, je ime glavni junakini. In potem ima Kevin Smith to štorijo o neki Amy in razloži in tista štorija je srčika filma, ful vse poveže, krasno tam odpaše in zato ima tudi film naslov Chasing Amy in potem on pač tisto recitira medtem ko kadi in polonova gresta. In on skoraj v vsakem filmu edina stvar, ki reče kot Silent Bob je nek tak monolog, ki actually ima smisel. Tukaj pa mu to ni ratalo. Sploh, ker da Goodmanu to zadelati, kar je vseeno boljško, da bi se on tam pojavil. Njega ni v tem filmu, ne? Ne. Okay. Pa se meni je bil Goodman čisto ok, sem pač a veš to, da ti rečeš, kaj je že neki tisti, ki verjamejo
v svoj prav neki, so nevarni, še bolj so pa nevarni tisti, ki samo verjamejo. Ja, ampak kako to zdaj razložiš, zakaj si se ti odločil, da jih ne boš pobil? A ne bi bilo boljših pobiti. Ja. Pol pa še prizor njega v zaporu, ki meni zgleda napoko, da hočemo sequel. Ker tudi nima nobene veze z ničemer več, razen da pač vidiš, da je tudi v zaporu še vedno jezel z njim. Pa da je igralec the best. Ja. Ne, mislim, da so se odločili, da bojo to gledali zato, ker je tako dobro izpadlo. Ja, mislim, kako reče, kot neka vinjeta študenta 3. letnika akademije na video, razumeš, kaj je to the best. Tako se mi zdi, kot na koncu, jaz sem ta John Goodman monolog dojemal kot nek, veš, John Hurt v Hensenovi Storytelleru pred kaminom, ki na koncu pravljica, on pove, čem se dejansko šla ta pravljica, ne? Daj še nam enkrat povzami ta veličastni koncept, gospod. Kaj pa vem, no, Kevin Smith se meni zdi kar zanimiv storyteller, no? Pa štekam, kje ima mesto Clerks, naprimer v zgodovini filma, pa kaj je ta generacija, pa kaj so skušali narediti, ampak what the fuck, no? Mislim, kam je on zdaj zlezel, pa kaj skuša on narediti, pa kako se on obnaša, pa potem v tem filmu, kako to ne vem, ta njegova persona, pa koncepti izpadajo, pa se mi zdi, to je en zelo čudna mišljenja, ker ne vem, če vsi to štekamo, no? Mislim, vsaj jaz imam probleme s tem, ne? In me zanima, zakaj si to tako ti za nama porino, ker kaj je tebi the best na tem filmu, no? To mene zanima. Vse to, kar sem že povedal, the best mi je, da dejansko štorijo uspe peljati drugače, kot pričakuješ. The best mi je Michael Parks. Mislim, že zaradi njega je film vredno gleda, bi rekel, ker dejansko vidiš, kako deluje karizmatičen voditelj na en drugačen način kot sicer in je tudi zelo prepričljiv. Ampak kaj je dovolj? A je dovolj za film? Ne, pa pač meni so všeč tele variante Texas Chainsaw. V bistvu sem po mojem vse remake gledal, pa House of Thousand Corpses, ki je tudi remake in tale koncept filma je meni všeč. In to, da se konča s tem, da ubijajo one mulote, mi je bil čist šok. Ja, to kar cinizem. Mislim, ti si pričakoval to, Aljoša? Ko prvega strela je mička, ne? Ne, ampak prvega šega zadene, recimo. Vseh ostalih imaš pač enega, ki preživi, ne? Nikoli na več, pa en preživi skoraj dva. Zato od polovice filma men on več ni bil nekak sploh v... Ja, ne, pol se če en skupaj, pol se trudita pobegniti, pa vse. Niti on se ne trudi, baš. Bolj se ona trudi. On je pač sam neki statist zraven, ki pač najprej hoče itak jo zajebati tako, da vsi naj pomrejo z njim vred. Ampak pa se nekaj odloči, da mogoče pa on ne bi umrl. Tako se mi zdi, kar roke odločitev. No, ta film ima en tak zelo dark pa ciničen message, da se tako izrazim, ker Al Pastor dobiva iz Biblije message, ki je zelo zverziran o tem, kar dobiva ven. Ali pa John Goodman iz nekega brezimnega boga, preko telefonske linije, medtem ko vsi ostali so pa pač, ne vem, potrošen material. Ja, ne, pa še to je, da tak message, oba dva imata sporočilo, da pač je treba exterminate everyone. In hkrati ima to... Imaš to idejo, da vidiš, kak sistem deluje, pa vidiš, kak posameznik deluje znotraj sistema. Če pač gledaš psihološko ali pa sociološko. In sociološko gledano vidiš, da pač sistem, država, oni ne bojo priznali, da so zajebali, rajši pobijajo vse, vključno z otroci. Vidiš človeka tam, ki more to implementati, John Goodman, in on reče, ne morem. In reče, dajte mi pisno, in mu dajo pisno. In še vedno ne ve, kaj naj naredi. In potem ima človeka, ki je second in command, ki brez problema, In potem on tega ne naredi in sistem reče, vrejo, promocija. En teden dopusta, pol pa promocija. Se to je kar tak težek nihilizem, no? Ja, ampak je hkrati, mislim, film je bil posnet s 3. iraške vojne in vsega tega sranja, ne? Okay. Zelo... Glej, takrat pač čist gledano družbeno so prihajali zelo dark filmi ven, takrat so bili torture porn, je bil
all the rage. Ja, čeprav nisem imel tega feelinga, da bi on zdaj toliko skušal komentirati kako ne rečem, obče birokratski sistem, ki kao, veš, nekje preko morja človeška življenja jemlje kot številke. Ne, se tudi potem črsporno ni tega delo. Ja, ne, mislim, ta logika, mislim, vseeno on skuša neki na parih zingerih ali pa na končnem komentarju komentirati kao odnos fundamentalizma do države, pa predvsem ameriške logike do kao svojih ločin, naprimer, kao to je zelo ameriški šit, ne? Ja, ampak tudi pač tega, da pač ne zaupati državi v končni fazi. Ne? Ja, ja, to je zelo ameriško. No, čeprav tudi mi nismo tudi temu, I guess. Tako se mi zdi, da, veš, skušam priti do nekega messagea, pa se mi zdi, da kao mogoče, pa to najboljše, kao, ja, itak nihilizem je zelo priročen, pa hitro ga lahko pograbiš, pa če že se lahko tukaj v tem filmu obadamo z vprašanjem, kako te vera ali pa fundamentalizem daleč pripelje. Kljub temu, da imaš tudi birokratski fundamentalizem. Ja. A je to? Bolj še lahko, mislim, se lahko to stopnjuješ, pa reč imaš tudi najstniškega, ki so pripravljeni iti z eno žensko v njen trailer, zato da bi seksali. Ja, pa dobro, to je splošni najstniški fundamentalizem, I guess potem, ali kako ne. Ali je to ameriška vizija najstništva. Malo mi je zgledalo tako, kao, ja, let's fuck, ne vem pa, kar na easy je tem vsem trem fantom, da bojo skupaj skočili v poslo. Naenkrat, seveda. Ja. Jaz bi se itak že na tisti točki, ko vidiš, da živi ženska v traileru, vprašal, kako se ne v traileru, vsi 3-4. Ja, ne bo placa. Jaz bi takrat posumil. Meni je bil všeč, kako je to v bistvu kolega odvrnil, nekaj je rekel, fuck, v traileru živijo, shut the fuck up, stari, se ti tuta. Tako da to mi je bilo, može da prođe, I guess. Zakaj priporočamo ta film? Ali ga priporočamo? Mislim, meni je všeč, definitivno je film, ki ga ljudje niso videli, zato ker pri nas ni bil v kinu. Ni bil na DVD-ju, bil na video on demand, zelo randomly, tu pa tam na voljo za pač, ne vem, kolikorkoli izposoja. Ni bil na HBO, Netflixu, nobeni te storitvi na voljo, koliko jaz vem. Ja, tudi ni, da bi ga lahko v kinoteki ali pa na kakih festivalih ali pa kje videli pri nas. Tako da gre za eno dost rariteto pa še eno stvar je sprožila Get Out. Mislim, da brez tega filma, ki je bil, kljub temu, da ga noben ni videl, je zaradi ocen pa vsega veljal kot relativno uspešen, je Jordan Peele tudi mu je pomagalo pri tem, da je kot komik dobil možnost delati film, ki ni v njegovem žanru. Mislim, je en weird film, ki je pomemben za naprej, ne toliko kot Clerks od Kevina Smitha in tudi ni toliko kontroverzen kot Dogma njegova, ali pa toliko dobro narejen kot Chasing Amy, ampak je pa mislim, da mi po mojem potem takem četrti najljubši Kevin Smith film. Četrti, ker so zdaj moš mogo naslediti Clerks, Dogma pa Chasing Amy pa tudi Jane, Silent Bob, Strike Back je ampak malo opica not, to je definitivno bonus. Jaz priznam, da sem gledal, tako ga Smitha že rekel, gledal sem Clerks in mi ni bil všeč. Res? Bolj manj vse, kar imam jaz s Kevin. To Dogma niste gledali? Ne, Dogma je super. Ja, Dogma je cool. No, vse, koliko se zdaj spomnim, mnogo bi še enkrat. Ne, Dogma je meni cool, ker meni je kot literatura mi je super, posnetje za nič. Posnetje obdobno. Ja, ampak... Mislim, sploh ko imaš kakšne posebne učinke, ko se tak pojavi angel, pa tak... Ne, nikako. Ne leti, ne. Mislim, mogoče to lekcija tega, Kevin Smitha ne gledaš, Kevin Smitha bereš, I guess. Se vedno je tudi tako, to sem bral v neki kritiki, tudi pač komiki so ful dobri scenaristi, ki si res, pač tle so dialogi in tudi v tem filmu nihče ni tiho, ne zna biti tiho, vsi skozi lapajo, skozi so pametni, ful je teh dialogov, ki so ampak zna pa pač za horor, da pa ti horor narediš, pa ti scenarij nič ne pomeni. Scenarij je lahko
hiša je na samem, družina se noč seli, to ni nič, ne, to je šele začetek vsakega 26. horror filma, ne. Ampak ja, moraš pa ti znati editirati, režirati, tako da mogoče malo zaradi tega, mislim, jaz se bom strinjal pač z Igorjem glede tega, da pač meni je pač zaradi Parksa absolutno to film, ki se ga splača pogledati, no. Jaz mislim, da je on not izjemen in v resnici jaz zdaj, ko sem malo pač tako premišljal, jaz se ga spomnil kot tega Estebana, no, skratka Kill Billa, ampak z drugih Tarantinovih pa niti ne, čeprav je skoraj da vsakem igral njegovem, ampak dobro, bil je tudi neke te male vloge, se ni da je zdaj neki ne vem kaj, ampak ja, tle notri mi je bilo pa tako, wow, zakaj ti nisi v življenju dobil kakšne vloge več, ali pa kaj, in se mi z tega vidika zdi pač zanimiv film, pa ne nazadnje pač indie filmi, pač vseeno, da je to nekdo posnel, bolj ali manj, ne vem, domnevam, da sam svojimi sredstvi na potko, je vseeno nek respekt, no. Vseeno vidimo tudi, kar se pri nas včasih posname z več sredstvi kot tole, pa ni okej, ne, tako da ja, no, v končni fazi pač, ja, valjda, da se da pogledati, meni je mogoče malo tudi, to sem še prej hotel reči, naslov mi je malo mimo, no, naslov se mi zdi, da tako res namiguje, kot da gleda, to so republikanci ali pa ne vem. Neki hillbilly. Ja, hillbilly, čeprav nima v resnici pol. Malo vezi. Ja. Samo rečejo na začetku, da tisto je nekje drugje, oni pa so red state, v bistvu kao. Ja, ker dejansko ta lučina, tudi jo vsi, dejansko vse ostale like, ki vidimo, jih noben ne mara, ne. Vsi so tisto mal proti, okej. Še tista scena v šoli je dobro, ko učiteljica razlaga, kako so ti grozili. Čeprav je ta scena mi je bilo všeč, ker naprimer, kar se tiče tega exposition dump, mi je bilo ta organizacija tega zelo učinkovita. No? Ta kar fina bila. Pa na koncu je pač tudi, sej dober, to v končni fazi živimo v dobi domačega terorizma po lanskem napadu na Kapitol, ameriškega pač terorizma, in to ne nazadnje ni to, ki strte zvito, ne, pač te... Jaz mislim, da je to plus pa minus, ne, za ta film, ker je nekaj, kar nagovarja v bistvu ameriški terorizem, v smislu 90% ameriškega terorizma se zgodi zaradi desničarskih domorodnih, ne, belgijskih... Pogosto tudi versko blaznih. Teroristov, ne, ampak ni baš to neki evropski message, I guess, ali pa obči message. No? Ja, ne, mislim, so to orožje, pa vse je zelo tak, ne, ni verske lučine v Evropi, ki bi šla toliko orožja si nabrati, ki bi to bilo možno. Se kešali, mogoče na Balkanu. Mislim, ne, se tudi zelo zanimiva montaža v tem smislu v šoli, ne, ker kao ona učiteljica naklada, kva je prvi amandma, pa se zapadejo v to debato, kva je drugi amandma, pa kao, we get guns, res, a veš, naprimer, I get it, ne, ampak to je zelo ameriški message. Pa krati je pa tudi čist cool, ne, da ti mulci, ki pobere orožje, tudi se vidi, da ne zna delati z njim, ne, da tudi spet mene to doskrat zmoti, ker pač v teh filmih vidiš kar prvič po glavi puško, pa že zna repetirati, pa zna vse, ker ni tok simple streljati, ne, kot pač mi. No, samo oni, bolj manj vsi streljajo že od malega. Ja, no, vse, ampak v tile niso, ne, očitno, pač vse beži pred unimi z AK-47 v rokah. Pa to, kar pa zapravljaš cajt na Tinderih. I guess. Res je, manj seksa, več streljati. To je sporočilo, mi to prav. Super. Boj. Fuck. Sicer pa se vidi, da je to tudi 10 let nazaj, ker oni tako, tisti nek ta sajt, ki ga oni gledajo res tako, ker vsi ti sajti, ko imaš včasih, ki ti pač ti pop-upi, ki ti pridejo gor in se pač veš, da so pač bedarija in pač, da so phishing pač nekoga. Čeprav veš, Net 2.11, koliko se ga spomnim, je dejansko zgledal res tako umotno. Sicer pa oni se tudi izrazijo tako, ko imajo v bistvu te fotografije teh morebitnih prostitutk, vse imajo smajlije preko obrazov, ne, pa se še tako izrazi ta glavni mulo. Pa se ti ne rabijo obrazi zanimati, tako če sem fukat. Lovely. Jaz mislim, da je bilo čisto pravično, da jih pobijajo. Mislim, ne da bi hotel biti nek čistun, ampak gledaj, tako se ne obnaša. Ki izpolni to našo woke kvoto. Ok.
Super, če kdo hoče kaj o tem povedati. Ne, smo dovolj. Drugače bo Mito povedal, kje se Star Trek povezuje s tem. Ja, vsej v Siege ima Star Trek, mislim, da je 2-3 dele, ampak omenil bom pa tega, torej, da mi citiraj. DS9, Siege of R558. Ja, to je 7. sezona, 8. del, ki je pa hardcore vojna, temačna sranje, kjer se gre prav o nekem obleganju na koncu Dominion Wara z Starfleetom. In všeč mi je ta del zaradi tona, zaradi dialogov, palikov, predvsem pa zaradi tega, ker je TV takrat pokazal pa Star Trek, da se v bistvu kao ta serializacija pa dolgoročno planiranje likov ful dobro izpelje. No? Predvsem lik mladega Noga, prvega Ferengija v Starfleetu, ki se žrtvovalno poda v bitko, ampak ga nafuka. In potem v kasnejših delih tudi to travmo izraža preko igre pa pisanja. No? Tako da je, kar se tiče Siege konceptov v Star Treku, je ta en ta boljših. No pa super, tle berem, super citat imajo za Siege film, skratka za film obleganja, no, dajmo po slovensko. Sir, what are your orders? There's only one order, lieutenant. We hold. Sisko je. Ta je taki Helm's Deep, Ne, še posebej, če si ga zapoješ v glavi kot Siskotov glas, do česa bomo enkrat, ko prideš, pa tudi ti, Igor pa Ina Aljoša, bo še toliko bolj močen. Ker Sisko, ta igralec Avery ima zelo, on je jazz pevc drugačne. Ja, in ima zelo zanimivo intonacijo, kako on igra, pa govori, no? In ko si už to enkrat izrekel v njegovem glasu, bo še toliko bolj potentno. Potentno, lepo. Ja, super, hvala, se veselim, ko pridem do tja enkrat. In smo že v rubriki kaj gledamo, beremo, poslušamo. Igor je nekaj pogledal, 2 filma, domnevam, Igor. Ne, eno je film, druga serija. Happily, najprej, ker me je ful presenetilo, da sta 2 ista igralca not v Red State. In sicer Carrie Bishé, ki igra Cheyenne, ima glavno vlogo poleg Joela McHale'a, pa not je še ta Steven Root. Je pa nov film in je zelo hecen koncept, zelo vredo ga pelje in pol se odloči, da ga ne zaključil, ker fuck that. Tako da priporočam ogled, ampak od konca si ne obetati nič. Je lušen konec, ne bo zdaj nek downer, ampak ne. Koncept je pa ta. Tale Kelly, ali kaj je že, Bishé pa McHale igrata zakonca, ker sta 14 let poročena in sta ful srečna. Poprečju, kot omenijo, 2,5-krat na dan seksata. Če greta na neko zabavo, ponavadi na dan. Če gre za neko zabavo, ponavadi malo snikneta out, pa se dol data na WC-ju, pa pol greta domov, ker morata nadaljevati. Nora sta zaljubljena, ful sta srečna in bolj ali manj na tej točki, kjer se film začne, greta vsem frendom na kurec. Ker pač, ne? In so glih planirali, da bodo šli na nek vikend skupaj, najeli neko fancy bajto, pa žurali. In bolj ima rečejo, ne, gledajte, ne. In ona vas to pač malo down, ampak tako, whatever, in potem se naslednje jutro pojavi na vratih en tip, ki ga igra ta Steven Root, ki reče, da je od države in da se od mestnih oblasti in se mora z njima pogovoriti. In reče, ja, gledajte, včasih pride do napake, vidva sta preveč srečna, tak ima da v kufru injekcijo, to morate vzeti, pa bo to tako normalno, tako vsi. Pa ona dva, ja, ne, pa ona dva tako, what the fuck, ne, pa če da naj gre bek, ne, pa oni ne, pa bomo vam dali tudi ful denarja, brez skrbi, ne, pa ona dva ne, pa on reče, ne, jaz ne grem tu dok ne, in pol ga ona ubije, ne, ona dva razkosata truplo, ga zakopljeta, spomnite na Breaking Bad, kako se to naredi. In potem gresta in potem jih frendi pokličajo, ker ste že malo fidžeti, kaj je zdaj, in frendi pokličajo, da ok, gledaj, sorry, lahko prijete na žur. In gre ta ona, kao, nothing happened, gre ta ona na žur, probata blendati in potem stvari postanejo čudne.
Ampak pa imaš to dinamiko znotraj, ker ona dva potem ugotovita, fuck it, nekdo je prank izvajal, ali je bil prank, ali je res nekaj narobe z njima. In to pač imaš te različni pari, ki so in dinamike med njimi in dost vredu cast je vse skupaj in lušno, ampak ne zdaj od konca pričakovati, da bo vse lepo razložil ali karkoli. Pol pač na eni točki je konec, dost zadovoljiv, do tega, da pač ne boš zdaj te propadel, ampak se nasmeješ, haha, pogledal sem film in gre dalje. Aha, tako to pri tebi deluje. Pogledal sem film. Jaz sem to hotel pogledati, ker mi je pač všeč Joel McHale je super, iz Community. Ja. Tako da, ok, čeprav to pismo je bil pa zdaj. Glej, ne pričakovati preveč od konca, je pa zelo kratek film. No, vse je pa i tak. Ljubimca na begu je pa manj zadovoljivo bilo. Začetek je full lušen in sicer dva, ki sta bila na faksu par, igrata jih Domhnall Gleeson, pa zdaj sem pozabil, kaj je ona, nek Meredith ali whatever. Ta igralka, ki je super, ona v bistvu nosi celo zadevo in ima ta zmenjen pakt od faksa dalje, da kadarkoli bi kateri od njiju poslal drugemu SMS, s katerim piše run, in drugi odgovori, run se dobita v ne vem kolkem cajtu v New Yorku in greta na pač Grand Central Station in greta na vlak in se peljeta čez celo ZDA in pol vidita, če bo tam mogoče spet skupaj. In je ok, lušno se s tem začne. Overcomplicated. Ja, ampak potem pač začne ti tekom serije vmes tak na ključnih točkah ugotoviš, kaj sta ona dva delala, in ugotoviš, da pač ona ima actually familijo, ki jo je pustila, ki ne ve, da je ona šla beg. On je pa kaj že, gnoj. Self-help, motivacijski govornik. To dela za life. In pol je še scena, da ima on cel tote-bag pon cache. In pol tak pač te stvari zraven pridejo, pa je lušno napisano. Zadevo je showrunner, ki je Viki, jaz sem pozabil, kako se piše, ki je z Fleabag delala skupaj z ono in tudi tisto drugo serijo, glavnem pa tudi tale Fleabag se pojavi noter, kasneje igra eno vlogo not, ampak ni čist, Vicky Jones, Killing Eve. In pač tekom, ko se stopnjuje, pol pač vedno bolj komplicirano postane, pol pa tak je ena smrt not in pol tak ni čist cool vse, ampak pol še vedno probajo nekako, mi smo malo komedija, to furat, pa tak yes, but the corpse. In pol se pač konča, ampak ne tako, pogledal sem, ampak tak, ok, kaj zdaj je to bil setup za drugo sezono? Pa če je bil setup za drugo sezono, bi lahko malo bolj bil cliffhanger, ali je bil tu zdaj nek konec, ki hoče povedati, da pravice ni, ali kaj, ne vem. Tak, ene malo preveč wacky like noter vključi, ki delujejo v tem, da so wacky liki, ne pa se uspe zgodba na koncu povezati v celoto. In HBO je serijo tudi že pač ni renewal, ne bo druge sezone. Tako da je quirky thing za gledati, ampak pa Domhnall je cool. Meni je zelo fajn. Skratka, 7 delov je, tako da če hočejo ljudje investirati po tem, kar si zdaj opisal. Po pol ure. 7 delov po pol ure. To je zelo prebavljivo. Ja, to še jaz binčnem. Daj mi 2 dni. No, pa gledam tudi Mare of Easttown, ampak to boš pa ti kaj več kasneje. Hvala. Mita, ti si rekel, da boš povedal nekaj, da si pogledal Alien 3 Avengers Assembly Cut. Nekih Avengers Assembly Cut, čeprav bi lahko bilo. Ja, to sem pogledal. Čeprav najprej bom omenil Handmaid's Tale, 4. sezona. Pogledal sem zdaj 4 dele, ki so zunaj. Ne bom spoilal nič. Edino, kar bom na tej točki povedal zdaj, je, da se še ne moremo odločiti, ali je boljše ali slabše kot prejšnja sezona.
Pa če ni mogoče tu že malo posredi enega, rečemo temu, postmodernega parazitiranja na lastnem konceptu. Malo me spominja na zadnjo sezono Peaky Blindersov, ker je dost slow motionov z zelo contemporary musko, predvsem Radioheadi. In veš, ponovadi postanem sumničev, če imaš v eni epizodi dva slow motiona z dvema blockbuster muskama, ne? Tako da ja, tega kar nekaj tle in sem malo tako to je že malo tako I guess. Bom več povedal, ko pogledam do konca seveda, ampak je pa precej nasilno. Ja, oni so že v prejšnji sezoni predvsem mene zelo moto že ta sam zase namenjeno nasilje. Ja, zdaj mislim, dotlej, kar sem zdaj videl, je še pa tako, grejo še korak dalje, kjer se v bistvu odločajo zelo polemično. No? Eni liki se odločajo zelo polemično do tega nasilja in sem tako, a je to smotr tega, zakaj smo tlej in počnemo to, kar počnemo, da bi nekaj naredili v Gileadu ali izven njega, ne? Tako da je malo tako. Moram pa reči, da kar se pa tiče zgodbovnega loka Waterfordov, ne, ki sta pa po koncu 3. sezone obtičala v Kanadi, tisto mi je do zdaj najbolj zanimivo, ker je pač neka zanimiva dinamika za to neko ekspatriat vlado v Kanadi in njuno vlogo, kako izdajata ali ne izdajata, pa njuni osebni agendi in tako naprej, to je cool. Vse ostalo pa pač ja, pod vprašanjem do zdaj. Pogledal pa sem to, kar si ti omenil, Alien Assembly Cut 3, Alien 3, hvala. Ker smo imeli s Tino zdaj binge Aliena, kot vsake toliko časa mora biti, kot se spodobi. In ja, še zdaj ne kužim, zakaj je ta film tako na slabem glasu, ker kužim deloma, zato ker teatralni cut je res slab in šele ne vem, po 6. ali 7. ogledu, zdaj mislim, da bi to vse 7, sem ga zdaj ruknil, whatever, nima veze, sem skužil, da sem v bistvu več videl tega, kot pa teatralni cut. Okay. In ta bo bistveno boljši od tega, kar so spacali takrat 92, ker Fincher je imel probleme za studiji, pa za scenarijem, noben se ni razumel z nobenim in pač je nastal izdelek kot je. Medtem ko tale pa doda 30 minut štofa gor na že obstoječo stanje, ni perfekt, daleč od tega. Pa tudi vidi se, če se ne motim, ker ni čist isto spolirano. Pa ne, dejansko se ne digitalne efekte spolirali, predvsem Aliena, pa ene par zanimivih zgodbovnih razlik je, medtem ko naprimer v originalu imaš Alien pride iz psa ven, ki so reshoot imeli, ki so hteli z psom ne vem kva narediti, medtem ko v temu je pa bivol, ki ga imajo tam in je pač ti efekti, pa ves ta zgodba je malo bolj spolirana. Liki, ki so v teatralnem katu bolj cameo, ti imajo tu neke celo loke, imajo dialoge, imajo neke agende. Charles Dance, mislim, da tudi ga je malo več. Ne? Ja, mislim, dosti več štofa imaš, dosti več razumeš zadeve, kljub temu, da zadnja tretjina še vedno trpi, ker tako kot v tem filmu Red State nimaš blage, ki se kaj dogaja. Ja, to pa se pri tem prav spomnim, da enkrat, ko sem ga gledal, pa sem bil zadet zraven, pa je bilo tako, kaj? Ja, no, jaz sem bil 30 zraven, pa tudi nimam blage, kaj se kaj dogaja, tako da to je problematično, ampak film mi je pa še vedno všeč, ker ima en taki full zanimiv fotografski gotski style, ki mi je seksi, ki je res cool, no. Še en razlog, zakaj ta film tako flopno, je bilo, da so oni že predni so imeli film narejen, so furali v kinotih promote ali teaser. In teaser je bil, da Alien 3 in potem je tak neki pač animacija je bila v bistvu, ampak potem je na koncu pokazalo Zemljo. In je bilo pričakovanje, da to bo pa tak epic shit, Alien pride na Zemljo in potem bo klanje, ampak tak pol pa se dogaja na nekem zaporu. Ja. Ker imajo vsi obrite glave in tak tudi tale vizualna ideja, uši imamo, zdaj pa boš imela obrito glavo. Ja, v bistvu ni bilo potrebe potem, da bi imeli pobrite glave sploh, ne? Mislim, en kup takih razlogov je stilističnih odločitev. Ne, ful, mislim, film ima ful en taki, tako ste rekel, style ima, ne? Veš, gotski noir, malo horror style, ki se mi zdi celo tako, bom rekel,
a veš, po Alien, ki je horror, pa potem Cameron naredi tisto, rečemo, akcijado, ne, iz dvojke, kako v bistvu narediti še neki ekstra, ne, in sicer je zelo dark način, da v bistvu takoj fentaš vse like, ki so iz prejšnjih filmov, razen seveda ta glavne, ne, da pač, ja, to je, I guess, edini način, da tako prestopiš, pa da imaš full stilističen prestop do tega, in moram reči, da pač vsaj zame to na 3/4 zelo uspešno odgovor na to, ne, kako narediti sequel, ne. Ja, ne, jaz mislim, da je morali iti na zemljo, pa all out. Pa se so šli v štirki, ampak tiste bili. Ja, I guess. Tako da ne vem, če gledate, če bo kdo kdajkoli pogledal Alien 3 Assembly Cut, jaz mislim, da je to res boljši cut. Kljub temu, da koliko sem bral, Finchera so to je bil del box seta v začetku 2000-ih, 4-5. Ja, nekaj tajega, ja. In da Fincher je edini rekel, da ne bo imel nič s temo, ker vsi ostali režiserji so prestopili, pa še nekaj kao spolirali, pa igralci so celo prišli posneče neke dodatne voice-overe, pa to. Fincher sicer rekel, nimam blage, nočem imeti nič s tem, ampak je pa požignil, kao, da mu je vseeno cool. Ja, ne, Fincher je zelo... Mislim, da ima kar travmo s tem, ne. Ja, on ni dejansko hotel filmov snemati več pol, samo še pred video spote pa glase, dokler ni dobil scenarija za Seven. In še to ne bi naredil Seven, če ne je do napačnega scenarija za Seven, s tem koncem, ki ga imamo, in to ta konc se mu je dopadel, ker he's a dark motherfucker. Sem še rekel, da mu je fotor že takrat rekel, jaz pišem manjka. Ja, da si ti malo nauči režirati celo večer. Film je bilo hecno revisitati Aliena 3, se spomnim enkrat pol, ko sem že gledal Game of Thrones in pol je bilo tak, Tywin Lannister je tu the hot guy. What the fuck? The best lik je tlele. Mislim, res ima eno to zanimivo mišljengo kao misterioznosti njegovega zločina, pa kao neke senzibilnosti, ker pa ni tako zločinec kot pa vsi ostali, ker so pa sami posiljevalci, seveda. Fincherjev omiljenec je tle noter že igra kot glavnega primo posiljevalca, ki potem ne vem, kak je likov ime, čisto sem pozabil, pa igralcev ime sem pozabil, ampak on potem v Fight Clubu nastopi kot tist mulo, ki ga ne pripobrijajo, pa pol sfukajo on. Pa v Mindhunterju je on partner, seveda od Holta, ne. To je isti igralec. Ja, že tle v Alien 3. Ja. Lej, Alien 3 pogledaš zato, ker ti je cool Fincher, seveda, ne, pa ti je cool fotografija, kot meni. Ali pa še ga greš gledati, mogoče glede zaradi teh razlik v theatrical cut pa ta assembly cut. To imamo zdaj očitno zadnji mesec za te dva, pa še ne, to mi je malo cool zaradi. Tam si film gor, pol pa cel cel googlam, aha, to je razlika, the best. Veš, kjer film še ima dve verzije, ki sta konkretno različni, The Butterfly Effect. Also, it sucks completely. Samo imaš prav, ja. Fuck, zdaj smo zaključili za tem. Ja, tam pa se ti ne splača gledati razlik. Daj si spraviti na Blade Runnerja. To pa že preč, dobro vem. Ja. To pa vem za 3 različne verzije, vem, ja, ok, dobro. Briši to. Ok, a smo zdaj se... Ja, mislim, da smo Alienu 3 zdaj povedali več, o State-u, kakokol. Ja. Samo to še povedal, mogoče ga lahko, ker naslednjo leto je 30 leta. Aliena 3? Ja, komod. Jaz imam tudi v načrtu Aliena gledati, počas, vedno se zdaj spravljam, da bom, ker sem nedolgo tega pač ujel, mislim, da je Igor ravno danes nekaj govoril Prometija, ja, Prometeja na TV-ju, ker jaz Prometeja nikoli nisem gledal. Tako da sem... Še vedno ga nisi gledal? Ne, mislim, pogledal sem par delov, mislim, gledal sem pa delo nekaj vmes, pa gledal, pa delo. To je najboljši način za ta film gledati, ker od njega pričakovati koncept. To samo razočaranje. Ok, dovoljno, posebno epizodo, mislim, da lahko zdaj to ven zrežem, pa malo epizodo za naslednjič. Samo tak, drugače literarna predloga za Prometeja obstaja. Kočije bogov, Erik Diniken. Ja, kot je Igor že povedal, jaz gledam, pogledal sem prve 3, no zadnjega še nisem, včerajšnjega
dela serije Mayor of Easttown, oziroma po SNL-ovsko Murder Dudder. Skratka, gre za krimič, v katerem igra ena in edina. Z glave mi je kar Kate Winslet, seveda, ja. In jaz moram reči, da tako, zdaj, ko sem gledal tam Murder Dudder, ja, ful imaš teh filij scen, ne vem, vsi jejo hot doge, all the time pije uno pivo, ker domnevam, da je neko lokalno, ampak meni je zelo všeč po tem realizmu, ki je noter, po realizmu okolice, no, ker res da to v nek svet, ki je tako, dobro, vsi so v sorodu in pustimo to, ampak ja, da pa nek, pač realističen, zelo malo me spominja, ne vem, na Gone Girl ali pa nekaj takega, no, ne Gone Girl, Gone Baby Gone, to sem mislil. Pa True Detective, mogoče tudi, ja, tako. Dobro, zdaj v tretjem delu je pač ta zelo očitni so eni osumljenci noter, no, ampak jaz domnevam, da nas bo pač presenetilo na koncu in da ne bo pač najbolj očitni osumljenc. In meni je v redu, no, tako kot sem rekel, no, meni zelo mi deluje prepričljivo, stvar ima tudi zelo visoke ocene, če boste gledali, zdaj so skratka 4 deli zunaj, še 3 so, no. Še 3 tedni, torej HBO se je očitno napalo, da ne bo imel 8 delov, ampak 7. Radikalno. Ja. Ne, ful je v redu igra, pa ful so zanimivi liki, ker so zelo različni. Pa meni je trenutno pač to najboljša serija, kar jih gledam, ja. Ampak ne, gledam dost. Na filme se vrgo zadnje čase, tako da. Prav, ti hvališ že let state, pa še to. Ja, ti me zmedeš, ja. Ne, jaz moram reči, da tudi jaz se pridržujem Igorju, ampak pač to je ena od tistih 2 najboljših serij, ki gledam sem to pa Star Trek. Tako da ni neke velike dileme. Ja, to pa je tudi to, kar sem uspel zdaj videti. Tako da mogoče naslednjič povem več, ker imam zdaj nekaj par dni dopusta vmes, pa če ne bom sam Star Trek bulo, mogoče pogledam še kaj drugega. Sam Star Trek obstaja. Ljudje, only one. ja, to je Stari škotski pregovor. Ne, resistance is futile, we are one. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 91. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risake in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, zakaj priporočamo ta film? Gegič. Igor, to pa je Kevin Smith, scena Harp in Aljoša, premalo prostora za četvorčka Harlamo. Tole epizodo smo posneli v skrivnem štabu Oboda in še vedno se čuvamo, še vedno smo na razdalji. Kmalu upamo, da se sicer cepimo, ampak jaz nekako domnevam, da do konca te sezone bomo malo skakali s spleta, pa mogoče še kakšno epizodo v živo posnel, če se odprejo kinodvorane končno. Jaz mislim, da glih takrat se bojo, ko bomo mi končali s to sezono, tam nekje. No? Skratka, če vam je bilo všeč, kar ste slišali, dajte shareat, delite, dajte všečkat, naročite se na naš podcast preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh dogovarjali za zmenek preko spleta, obstajajo 3 zelo preprosta pravila. Prvo pravilo, ne jemljite sabo prijateljev. Drugo pravilo, če ženska pravi, da potrebuje 2 pira, da začne, mogoče odpovejte. In tretje pravilo, če vas ugrabijo verski skrajneži, molite. Molite k svetemu Mitotu, zavetniku pivopivcev, k svetemu Igorju, zavetniku mladostne nedolžnosti in svetemu Aljoši, zavetniku celibata. Naj bo Obod vaš svod, kot je že rekel Mito. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu smo podcast KM in Obod brez pikic mes.
Tja delimo rajcare, prikolce, novice iz sveta žanra in druge zanimivosti. Tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, vaje za Trobento, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 91. epizoda, samo še 9 epizod do 100 epizode, ki jo bomo posvetili seriji Star Trek The Next Generation, to bom zdaj povedal vsakeč. Še prej pa seveda naslednji teden 92. epizoda, ko še ne vemo čisto točno, o čem bomo govorili, ampak boste pravočasno izvedeli, če nam boste sledili na vseh prej zgoraj omenjenih kanalih. Predvsem pa do takrat ostanite zdravi, če se le da se cepite in se poslušamo. Amen. Še ena stvar, še ena stvar, ne samo, da se cepite, da nas poslušate, da ste zdravi, ampak pejte podpisati tudi referendum za čisto pitno vodo, če imate 10 minut, da skočite do prve uprave. Če imate pa Sigenco ali karkoli digitalnega, pa lahko to delate od doma, odkoder poslušate tudi podcast Obot. To sledi v avtu poslušati. Z telefona to narediš ne nazaj. Vi, ki v avtu poslušate zdaj, ta trenutek pelte se. Se boste vstavili z telefona, če imate potrdilo gor. To. Hvala za poslušanje. Amen. Kaj sem znal, že kaj Vizek ne mora slišati? Tega